Pravijo, da se vesolje širi in razvija, z njim pa mi. Ti, jaz, tvoj sosed Franci, teta Zofka, skratka vsi, čeprav na prvi pogled mogoče niti ni tako videti, ker je pot napredka razrukana, nepredvidljiva in še zdaleč ne tako hitra. Kljub temu ima vsak od nas idejo, kako bi mogel ta svet izgledati, kaj bi rad v njem počel in zelo pomembno, kako bi se rad v njem počutil. In da bi se to uresničili, realizirali in kot se po New Age-ovsko reče manifestirali, moramo napredovati. Predvsem v razmišljanju in posledično v delovanju. K temu naj bi stremeli, zato naj bi si prizadevali in na podlagi tega so ustvarjali pogoje za življenje, ki bi nam kar najbolj ustrezali. Zdaj pa še po kmečk pa po domače, ker tole je bilo vse preveč naučen slišati, preveč teoretično. Skratka, vsak del na sebi, na idejah, ki jih imamo zase, za ožjo, širšo okolico, kakorkoli, predstavlja hojo v breg. Ne predstavlja nobenega šprinta, predstavlja hojo v breg, gre za posel, ki ni enostaven, pa še nobene garancije nima, da bo uspel. Ampak se kljub temu matramo, si prizadevamo za vse povedano, ker je vsak občutek napredka krasen občutek, res kul občutek, pa po mojem mnenju edini občutek, ki prinaša nekaj tistega pravega smisla za ta življenje. O tem sem recimo razmišljal včeraj v Areni Stožce, ko smo postavljali prizorišče za koncert glasbenika, italijanskega glasbenika Zucchero. Najbrž ga vsi poznate, kar velika zvezda. Toliko ene mašinerije, toliko enih ljudi, toliko ene logistike, upletene v en sam dogodek, v en koncert, ne moreš verjeti, razen če nisi tam. Tako kot težko verjameš, kam te lahko pripelje, oziroma v kaj se lahko razvije ena sama ideja in koliko ljudi ima na koncu s to idejo lahko opravka. Jaz verjamem, da si Zucchero ni predstavljal pred leti v preteklosti, kam ga bo ideja o dobrem glasbeniku, o dobrem pevcu pripeljala. Verjamem pa tudi to, da se je znal poveseliti vsakega napredka in o tem pa govori preostanek tega videa. Poglejte si. Eden bolj modrih nasvetov, ki sem jih kdajkoli dobil ali slišal, je, da je prav, da se spodobi in da je pravično, če se veseliš vsakega napredka, vsake male zmage ali uspeha, da je to pametno. Na ta način namreč lažje ohranjaš motivacijo za delo, zagon in osredotočenost. Pa še tako je, en velik dolgčas in praznina bi bila, ter mizerno počutje, če bi ves čas imeli v mislih samo velike, pompozne dosežke, ker vsi vemo, da so ti v življenju precej manj pogosti, pa tudi trajajo ne prav dolgo. Skratka, s konstantnim ozaveščanjem napredka, ki je običajno počasnejši od pričakovanega in zelo samosvoj, in s hvaležnostjo do njega si zagotovimo, da nam je tudi in še posebej v procesu kakršnekoli rasti in razvoja lušten. In tam, kjer je lušten, tam se najde vse, tudi nov delovan elan, vnema za delo ter inspiracija za nadaljnje ustvarjanje.